Jo, kaj bo danes slušen dan, sonček je, sicer je vroče, kas, vinja, 100 stopinj, sploh v temle džeketu. Najbrž me prvič tudi videl v takmu habitatu. Danes imam prav posebno družbo, tako da se spodob, da sem tako oblečen. Z mano je tale norc, Ducati Scrambler Icon. Marsikaj že vem o njem, ampak hočem ga najprej testirati, pa da pol dam še svoje mnenje. In glede na to, da gre za off-road cestni motor, sem se odločil, da greva najprej tja, kjer sem jaz bolj domač. Zato sva zdaj na Makedamu, na pesku, pol pa greva tudi med kakšno vinko. Šel na pot pripravljen, sem si vzel eno sirovo štručko. Sicer bi pasal mi, če kakšno salamco, sirček, ampak poglej si to malco s takim razgledom. Šo bi kar takole sedel pa ga gledal, pa takole malo flirtov z njima, ne? Nekaj motorčke slišam, evo. Meni si ti bolj všeč. Yamahica. Vidiš, takele table so pa meni zakon, takole malo pogledaš, da veš, kje je kaj, naprimer, kva sem že kaj slišal, Storžic sem slišal, pa en hud ansambel je bil to včasih, Grintovc poznam, pa Skuto poznam, evo, to je to. Sem pa danes poznal tudi novega prijatelja in to je točno tale Ducati Scrambler Icon. Tole gre v bistvu za njihovo drugo generacijo in vse od takrat je bil to zelo priljubljen model Ducatija. Najdel sem neko cifro, da ne bi jih prodali čez 100 000. Ljudem je pa rasel k srcu, ker gre v bistvu za vsestransko, zabavno in preprosto motorno vozilo za vožnjo. S tem, da ti prinese tudi ta italijanski pridih in karakter. Mamma mia. A ste ga videli? Tale Ducati ima desno due. To je dvovaljni Ducatijev agregat, ki je zračno oljno hlajen. Ima nekaj čez 800 kubikov in ima 73 konjev. Če prenesemo to malo v navor, je to tam okoli 65 Nm navora per 7000 vrtljajih na minuto. Kar v redu cukne, pa si človek ne misli. Njegova suha teža je 170 kg, pa pride gor še en tak konj, ki sem jaz. Zgleda nekaj tako. Tank je velik, 13 litrov pa pol. Porabo, uradno porabo pa ne bi imel tam 5,2 litra. No pa, ko smo že pri tanku, tale tank je iz pločevine. Tole okol je pa oblečena plastika, črna plastika. Seveda, če ti črna barva ne potegne, si jo lahko zamenjaš, lahko dokupaš kit, mislim, da stane tam okoli 300 € pri Ducatiju. Ko pa kupuješ novega Scramblerja, Ducatija, Icona, pa ga lahko dobiš v 3 barvah. Tole je ena izmed njih, se pravi črna, potem imaš še rdečo, ki je mačkem bolj športna, pa imaš pa še takole rumeno, ki mislim, da je pa najbolj razširjena. Pa spet je tle ena muha, muha ga imajo rade, ne vem zakva. Muha, 5 stran. Ne imaš ti tle kaj delati na motorju. Osnovna višina sedeža je 795 mm, je pa tudi prilagodljiva. Lahko gre dol in gor, se pravi, če gremo na gor, pridemo na 810, če gremo dol, pridemo na 780. Ta motor je zelo primeren za začetnike in za ljudi manjše rasti, tako kot sem naprimer jaz. Zdaj tačko pospravim. Evo, jaz sem komod z obema nogama trdno na tleh. Ni tako, da bi se mogel na eno nogo nasloniti pa se zibati na levo pa desno stran. Tako da res, motor primeren za ljudi manjše rasti in tako, kakor smo že v posnetku začeli, primeren je tako za na cesto kot za na off-road, bolj za te take daily variante. Ni zdaj to motor, ki boš z njim zdaj celo Evropo prepotoval. Mislim, dal bi se, lahko bi si dal izziv, ampak imaš kakšne bolj udobnejše modele od tega. Se pravi, en tak daily šmeks. Ne bom te dal na tla, ni šans. Malo sem pozabil, da sem tačko dvignil. Tukaj na tanku vidimo tudi letenco 1962. To je leto, ko so začeli pri Ducatiju izdelovati Scramblerje. Na njem pa najdeš tudi veliko teh X detajlov. Ne vem, kako bi se drugače izrazil, ampak sej, glej, ti bom kar pokazal. En X tukaj, spet drugi X tukaj na sedežu. Tukaj bo še dan, pa tudi na drugi strani ga najdemo. To so taki detaljčki, vidiš, da mačken začinaš tale dizajn, ne? Se pravi, njegov dizajn je tak retro, modern. Menjalnik je 6-stopenjski. Spredaj ima 41 mm USD vilce. Tukaj zadaj pa najdemo nastavljivo enojno vzmet. Spredaj enojni diski, 330 mm. Zadaj prav tako enojni disk, sem da je tale pa 245 mm. Sta pa oba seveda opremljena že za ABS.
ABS-om. Evo, tega še spredi pokažem, ja, brez tega danes ne gre. Se ne vem, če se bo kaj videlo, ampak ti bom pokazal še LCD prikazovalnik, ki je barvni, mingrede, evo, zdaj se je lepo videla rumena barva. Tukaj imamo en kup podatkov, vidimo, koliko imamo še gorivo v tanku, potem imamo tukaj desno gor uro, podatki o hitrosti, obratih, prestavah, prevoženi kilometri, potem lahko tukaj tudi mode spreminjaš. Evo, tukaj le vidiš, da imamo zdaj na sport modu. Pa v bistvu sem tole tipko držiš, se ti takole pojavi, opa, in ga lahko damo na road. Motorček je opremljen tudi s traction kontrolom, imaš pa tudi ABS cornering. Gume so takele Pirelijeve kramparce, da ga lahko res brez skrbi daš tudi na makadamno. Evo, še eni frajeri grejo. Zdaj, Ducati Scrambler Icon ni nek rekorder nadaljave, boš pa z njim sigurno podoril rekord v veselju in zabavi. Tale motorček je nek tak šminkerček za začetnike, konc koncev tudi tak, ki sem jaz, kakšni izkušeni vozniki pa ga imajo, če ga imajo, predvsem za kakšen drugi motor, za kakšen hiter skok do morja na kavico pa nazaj. Pri tacmu motorja smiselno izpostaviti tudi ceno, točno tegale dobiš za 11.190 €. Bi se pa na tej točki tudi iskreno zahvalil Motocentru As Domžale, ki so mi ga posodili za testno vožnjo. Všeč mi je bila tale tura do Jezerskega. Tako da, če si mahnen na Ducatije, če so ti všeč, ti priporočam, da jih obiščeš. Jaz se bom pa zdajle oblekel v svojo komoro v 1000 stopinj in užival do doma nazaj. A ja, pa ne vem, če sem povedal. Motorček je v ožjem izboru, da ga kupam. Tam ene top 3 bi sigurno bil. In zato sem ga tudi vzel na test. Zdaj, a pride še kakšen test? Ali ga bom kar kupil? Ne vem, bomo videli. Spremljati me morate, da boste videli, ne vem. Nekaj bi rad probal, pa ne vem, kako bo gledala, ampak probajmo, ne? Prisedite na zadnji sedež, prosim. Let's go!